Sì. Grazie per questa. Hvala lepa za to tiskovno konferenco s predsednikom vlade Janšo in njegovimi ministri. Smo imeli sestanek s konferenco predsednikov iz parlamenta. Imeli smo zelo dolgo razpravo, odprli veliko število vprašanj. Z veseljem smo prisluhnili napovedim za prihajajoče slovensko predsedovanje in predstavitvi prednostnih nalog na strateških področjih, predvsem kako okrepiti odpornost Evropske unije, kako nasloviti velika vprašanja na področju zdravja, kibernetske varnosti, pravne države. Torej, imeli smo zelo obsežno razpravo, ki pa smo jo seveda osredotočili na prednostne naloge prihajajočega predsedstva. Seveda se zahvaljujemo predsedniku vlade Janši in njegovim ministrom za ta prvi pogovor, ki smo ga imeli pred polletjem, v katerem se bomo morali lotiti velikega števila vprašanj in bomo morali zastaviti novo perspektivo za Evropsko unijo po pandemiji COVID-19. Hvala, izvolite, predsednik vlade. Hvala lepa, spoštovani gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod Sassoli in spoštovani predsedniki parlamentarnih skupin. Hvala za zelo konstruktivno razpravo, ki smo imeli na tej debati o prioritetah sveta Evropske unije v naslednji polovici leta. Evropski parlament je po Lizbonski pogodbi izjemno pomembna, izvorno demokratična evropska institucija in kakršenkoli napredek pri odprtih vprašanjih v prihodnji polovici leta je možno doseči samo ob tesnem sodelovanju in računamo na tesno sodelovanje med svetom in Evropskim parlamentom v naslednji polovici leta. Računamo na to, da bo najmanj tako dobro, kot je bilo leta 2008, ko je Slovenija kot prva nova država članica Evropske unije vodila svet Evropske unije in tudi Evropski svet takrat. Zdaj imamo Lizbonsko pogodbo, po tej pogodbi je vloga Evropskega parlamenta še pomembnejša in s tem tudi naša zavezanost k temu, da to sodelovanje postavimo v središče procedur v drugi polovici leta 2021. Zdaj, ključne teme današnjih pogovorov, kot je bilo delno že omenjeno, so bile odpornost in okrevanje Evropske unije. Veseli smo, da vidimo sonce na koncu tega oblačnega epidemičnega leta, ki je za nami, še več kot leta, in da je pred nami čas okrevanja, mora pa biti to čas tudi doseganja večje odpornosti Evropske unije za primer ponovnih podobnih kriz, takih ali podobnih kriz, in Slovenija je trdno odločena, da bo to prioriteto peljala skozi naš čas predsedovanja, zato ker so spomini še sveži in ker je v takšnih razmerah lažje dosegati premike, ki so potrebni za to, da bo Slovenija, da bo Evropska unija bolj odporna in da bomo dosegli tudi strateško avtonomijo Evropske unije na vseh kritičnih točkah, za katere se je tudi v zadnjem letu in pol izkazalo, da imamo številne pomanjkljivosti. Računamo na to, da bo v naslednjih tednih Evropska komisija čim hitreje odobravala nacionalne načrte za okrevanje. Velik uspeh, naš skupen velik uspeh je bil ta dogovor o naslednji generaciji Evropske unije v lanskem letu o virih, ki so za to potrebni, in tudi zadnje napovedi Evropske komisije glede makroekonomskih kazalcev za celotno unijo so ugodnejše od lanskih jesenskih napovedi, tako da računamo, da bo mogoče v drugi polovici tega leta in v naslednjem letu zagotoviti okrevanje, ki bo nadomestilo izpade iz lanskega leta.
Kar se tiče kriznega upravljanja in priprav na to, da bo Evropska unija bolj odporna, trenutno skupaj z prejšnjim nemškim in portugalskim predsedstvom, delamo tudi na kibernetski odpornosti Evropske unije. Praktično smo zdaj že tedensko deležni posamičnih kibernetskih napadov in naš cilj je, da naredimo, kolikor je možno na tem, da Evropa postavi lastni požarni zid, da zgradi lastne obrambne kapacitete pred kibernetskimi napadi, ne glede na to, ali so ti simetrični ali asimetrični. V času slovenskega vodenja Sveta Evropske unije bo potekala tudi konferenca o prihodnosti Evropske unije. Ta konferenca je pomembna zaradi tega, ker pač prihaja v nek postepidemični čas, v čas okrevanja in prizadevanj za večjo odpornost, pa tudi v čas po Brexitu, v čas po mnogih turbulencah, skozi katere smo kot Evropejci šli v preteklem desetletju in pol. In ta razprava mora zaradi tega biti odprta, omogočiti sodelovanje vsem. V neki raziskavi je več kot polovica Evropejcev izrazilo interes, da sodeluje. V Sloveniji je ta interes izrazil skoraj 2/3 prebivalstva, državljank in državljanov. In Slovenija se bo trudila, da v naslednji polovici leta predvsem odpre prostor razprave za vse. In tukaj z veseljem napovem, da bo to tudi osrednja tema Blejskega strateškega foruma v začetku septembra, kjer pričakujemo pestro udeležbo iz Evrope, z različnih evropskih institucij, in sem vesel, da se dogovarjamo tudi o tem, da bi predsedniki parlamentarnih skupin iz Evropskega parlamenta tudi sodelovali v celoti, predsednik ali predstavniki, na enem od teh panelov. Zdaj, tema pogovora je bila seveda tudi evropski način življenja, spoštovanje vladavine prava. Zdaj, vladavina prava ni vladavina arbitralne politike, to ni stvar selektivne pravice, niti različnih kriterijev za vse. Vladavina prava predpostavlja enaka merila za vse, tudi enak tretma vseh držav članic Evropske unije v okviru določil Lizbonske pogodbe, in v tem okviru je pač možno doseči določene napredke tako v posamičnih državah članicah kot tudi v celotni Evropski uniji, in to je zagotovo tudi naš cilj. Zdaj, svoboda govora in izražanja posameznika je bistven gradnik demokratičnih procesov po državah članicah, pa tudi v Evropski uniji, pa tudi vseh pravnih postopkov, in ta svoboda govora ne more biti omejena s kakimi višjimi svobodami ali interesi, ki so si jih doslej vedno izmišljali v totalitarnih režimih in v situacijah, kakršno danes očitno vidimo tudi v Belorusiji. Kar se tiče napredkov, ki jih tukaj potrebujemo, Slovenija predlaga ustanovitev inštituta za ustavno pravo. Zdaj, Evropska unija v glavnem v dilemičnih situacijah prosi za mnenje Beneško komisijo, ki je institucija Sveta Evrope. Potrebujemo lastno podobno institucijo in eno naših predlogov gre v smer ustanovitve Evropskega inštituta za ustavno pravo. Omenjali smo na tem našem srečanju tudi, kot že rečeno, situacijo v Belorusiji. Vsi, ki so žrtev represivnega režima v Belorusiji v tem trenutku, ne samo, da zaslužijo našo solidarnost in našo podporo, zaslužijo tudi našo pomoč in ukrepe, ki smo jih sprejeli na zadnjem vrhu Evropske unije, je potrebno v prihodnosti nadgraditi. V osredju teh ukrepov pa mora biti naša prizadevanja za varnost, za človekove pravice in za spoštovanje političnih svoboščin
tisti, ki so kot politični zaporniki, politični disidenti trenutno v beloruskih zaporih. Zdaj, naš cilj je še vedno Evropa cela, svobodna, v miru sama seboj, pa tudi Evropa, ki je sposobna ta prostor svobode, visokih standardov varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin širiti tudi na sosedstvo. Širši in večji bo ta prostor, bolj bomo vsi skupaj varni. Še enkrat hvala za izredno konstruktivno izmenjavo mnenj in stališč, za podporo ključnim prioritetam slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije in veselimo se sodelovanja z Evropskim parlamentom v naslednji polovici leta. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Premier ministre. Je pense... Hvala lepa, gospod predsednik vlade. Mislim, da bomo imeli sedaj čas še za nekaj vprašanj, mogoče 2 ali 3. Poskušali bomo dati besedo novinarjem tu v dvorani, pa tudi novinarjem, ki so povezani z nami preko spleta. Pa začnimo s tistimi, ki so tukaj. Izvolite, predstavite se in povejte tudi, za koga imate vprašanje. Moje vprašanje je za predsednika vlade Janeza Janšo. Gospod Janša, poznava se že veliko let, po Twitterju komunicirava in spomnim se prvega slovenskega predsedovanja, ki je bilo zelo uspešno in zelo si želimo, da bi bilo tudi drugo takšno. So pa tukaj tudi določene skrbi, gospod Janša, in izpostavil bom le eno temo. Slovenija je imenovala 2 delegata za predstavnika v uradu Evropskega tožilca, za Evropska tožilca, na to pa je umaknila to imenovanje in če sem dobro razumel, ste sedaj ponovno zagnali celoten postopek. To je seveda korak nazaj za EPO, torej za urad Evropskega tožilca, ki bo začel delovati 1. julija, torej kmalu. In nekateri sumijo, da ste tu vi sami igrali to igro in da s tem ste skušali tudi spodkopati EPO, in ali lahko razložite vaše stališče v zvezi s tem? Hvala. Glejte, hvala za vprašanje. Najprej, prvič, Slovenija se je odločila, da bo sodelovala v tem mehanizmu Evropskega tožilstva. Ni se odločila, da ne sodeluje, tako kot so se odločile recimo Švedska ali Danska in mislim, da še 2 ali 3 države. Se pravi, sodelovanje je prostovoljno, lahko sodelujemo, lahko ne sodelujemo. Tudi ni odvisno delovanje tega tožilstva, začetek delovanja tega tožilstva ni odvisno od tega, ali bodo vse države do nekega roka imenovale delegirane tožilce, ker v tem primeru gre za delegirane tožilce. In tukaj imamo v Sloveniji določene težave pri sami proceduri. Kako bomo te težave rešili, se vlada še ni odločila, to je na dnevnem redu jutrišnje seje vlade. Zagotovo pa to ne bo oviralo delovanja oziroma začetka delovanja tožilstva. Tiste države, ki so pač vse te ljudi imenovali, lahko mirno delajo naprej, nekatere sploh ne bodo sodelovali pri tem in jaz tukaj ne vidim nobenih problemov, ki bi kakorkoli vplivali na ostale. Imamo pa mi sami probleme s tem, z proceduro. Ta procedura bo jutri preverjena in potem se bomo odločili, ali bomo postopek ponovili ali ga bomo nadaljevali. Thank you. The floor now goes to Mr. Palokaj from ANSA Media. Gospod Palokaj iz ANSA Media. Dobar dan. Vprašanje imam o širitvi Evropske unije in širitvi šengenskega prostora. Torej, ali bo Slovenija podpirala tu širitev na Zahodni Balkan in zanima me, ali se kakšne možnosti o spreminjanju meja tukaj kažejo kot možne.
Potem pa, kar se tiče hrvaškega članstva v šengenskem prostoru, ali je to tema, ki jo boste obravnavali v okviru slovenskega predsedovanja? Torej, ali menite, da bo Hrvaška vstopila v šengenski prostor in kakšno bo vaše nacionalno stališče glede tega? Ja, najlepša hvala. Mi podpiramo tako vstop Hrvaške v šengenski prostor, kot tudi vstop Bolgarije in Romunije. Mislimo, da so to koraki, ki krepijo varnost v Evropi in na nek način pri dveh državah članicah, ki že dolgo časa čakata na ta korak, nekako ne razumemo vse teh razlogov, ki so ta korak doslej ovirali. Torej podpiramo, je to v našem skupnem interesu. V našem skupnem interesu je tudi širitev Evropske unije, pravzaprav bi morala biti širitev Evropske unije v tem času naš strateški odgovor na številne izzive. Zakaj? Zaradi tega, ker potem, ko širitev Evropske unije po Big Bangu, potem katerega dela je bila tudi Slovenija, predvsem pa po letu 2008, ko smo bili soočeni z gospodarsko in finančno krizo, pa potem migrantsko krizo, pa zdaj z epidemijo, to nekako ni bilo več v ospredju, ker se ni širila Evropska unija, ker se ni širil ta prostor svobode z pač izjemo ene nove države članice, se je žal na drugi strani širil nek drug prostor, ki ne deli, za katerega niso značilne enake vrednote, kot so vrednote Evropske unije. Mislim tako na vpliv nekaterih tujih dejavnikov na Zahodnem Balkanu, kot na vpliv teh istih dejavnikov v naši vzhodni soseščini. In en od naših predlogov je, da širitev Evropske unije ponovno postane strateški odgovor na te izzive, s katerimi se srečujemo, tudi delno s to situacijo, ki smo ji priča v Belorusiji. Če bi bili bolj pogumni tukaj, če bi širitev Evropske unije bila višje na strateški agendi, potem bi bila Evropa danes drugačna, boljša in tukaj je potrebno te napore skoncentrirati najprej na Zahodni Balkan. 6. oktobra bo v Sloveniji neformalni vrh Evropske unije in del tega srečanja bo tudi posebno srečanje z voditelji držav članic Zahodnega Balkana, kjer želimo to temo spraviti z mrtve točke. Niste čisto vse zastalo, so bili določeni koraki v zadnjih 15 letih narejeni, ampak so ti nezadostni in če mene vprašate, kako rešiti problematiko različnih pogledov na nekatera ključna vprašanja, tudi na meje v tej regiji, je odgovor na to evropska perspektiva. Mogoče tudi na ta način, da nekaj držav skupaj vstopi istočasno v Evropsko unijo, tisti trenutek ta vprašanja ne bodo več enaka. Se pravi, problem meja lahko rešimo tudi na ta način, da meje postanejo manj pomembne in Slovenija danes del Evropske unije, del šengenskega prostora, ko ni več fizičnih meja, kjer so še pred 30 oziroma 33 leti pod streli jugoslovanskih graničarjev padali civilisti, tudi še potem, ko je že padel berlinski zid. Zdaj tam ni več meje, fizično občutimo, kaj pomeni ta svoboda gibanja in če enake pogoje zagotovimo tudi državam, ker je to še vedno danes srednje strateško vprašanje, potem bo ta problem avtomatično izginil iz dnevnega reda, vendar se to ne bo zgodilo čez noč in to se predvsem ne bo zgodilo brez koncentriranega angažiranja celotne Evropske unije, evropskih institucij, vseh držav članic na teh vprašanjih. Next question from Valentina Pop from Naslednje vprašanje, Financial Times, Valentina Pop, izvolite. Hi. Hello, please. We hear you, please. Slišimo vas, izvolite. Push the speak button.
Hi. Valentina Pop with the Financial Times. Pozdravljeni. Predsednik Janša, obrazložili ste, da imate nekaj težav doma glede imenovanja predstavnikov v uradu Evropskega tožilca. Ali lahko poveste, katere so te težave in kdaj nameravate ta imenovanja izvesti? Potem pa, kar se tiče zadnjih volitev v ZDA, ali ste še zmeraj mnenja, da je zmagal Donald Trump? Prvo ravno prej, na drugo pa v številnih mojih javnih odzivih na podobno vprašanje. From the National Press Agency. Simona Gramić, nacionalna novinarska tiskovna agencija. You have to push the speak button. Pritisnite na gumb za mikrofon. Do you hear me? Ja, hvala, se slišim. V bistvu vprašanje za oba, če lahko, za oba, za gospoda Sassolija in gospoda Janšo, če je možno. In sicer me zanima, ker torej Slovenija postavlja v ospredje v času predsedovanja tudi vladavino prava. In zadnje čase se pojavljajo v Sloveniji dvomi v bistvu spoštovanje vladavine prava, tudi v povezavi z položajem medijev, konkretno recimo financiranje medijev oziroma recimo konkretno nacionalne tiskovne agencije. Pa me zanima zdaj konkretno gospod Janša, kako bo vlada v bistvu zdaj reševala to težavo financiranja medijev oziroma Slovenske tiskovne agencije. Nedavno je Evropska komisarka Jourova ponovno pozvala k rešitvi tega problema. Za gospoda Sassolija pa kako v bistvu on vidi tole položaj oziroma spoštovanje vladavine prava v Sloveniji. Hvala lepa. Prime Minister, please. Gospod predsednik vlade. Prime Minister, the floor is yours. Ja, pa ni bilo povezave, nismo slišali vprašanja, lahko ponovite. Ni bilo niti slike, niti glasu. Can you please repeat the question, Mrs. Lahko prosim ponovite vprašanje, ampak zelo na kratko. Se slišimo še enkrat? Sì. No. Ja, se slišimo, se opravičujem. We can hear you here in the press room. Lahko vas slišimo tu, ampak ne pa v Ljubljani. Okay, we will try again. Bomo še enkrat poskusili. Morda Federica Bianchi iz Expressa lahko postavi vprašanje. Federica Bianchi. Federica Bianchi. Il speak button, prego. Federica Bianchi, La Stampa. Pritisnite gumb za govor. Prendiamo una domanda dall'aula, dunque. Prego. Torej vprašanje iz dvorane, prosim, izvolite. Hvala lepa. Delam za nizozemski Radio 1. Imam vprašanje o Belem panterju. Napisali ste knjigo na to temo in predvideli ste tudi nek gadget z Belim panterjem za čas predsedovanja. Kaj je vaša obsesija s tem Belim panterjem? Lahko to pojasnite? Please, Prime Minister, I hope that you could hear, yes. Ste slišali, gospod premier? Sem slišal, ja. Moram reči, da so samo bistveno vprašanje povezana z prioritetami. Zdaj, prvič, napisal sem knjigo, roman, fikcijo,
ki ima del tega imena v naslov. Kar se tiče pa neke značke, ki je pač eden od pinov za obeležbo v času slovenskega predsedovanja, pa je ta natančno takšna, kot je bila leta 2008. To je pač del slovenske zgodovine ali pa ozemlja, na katerem je danes Slovenija, in vsaka država, ko gre za te simbole, pač izbira tudi simbole iz svoje zgodovine. Kot že rečeno, so enaki, kot smo jih uporabljali leta 2008, takrat ni noben opazil. Zdaj pa je to naenkrat postala tema in me izjemno preseneča, da je to vprašanje tukaj postavljeno, ker je popolnoma nepomembno. In če že hočete, ne gre za belega, gre za črnega panterja. Thank you. And maybe the last question. In še zadnje vprašanje iz dvorane, prosim. Si sente nulla? Sì, l'interpretazione comincerà. Ok. Ja, za vas, gospod Sassoli, samo ker na vprašanje kolegice z Slovenske tiskovne agencije niste odgovorili oziroma niste mogli odgovoriti, zadeva financiranja STA. Kaj vi mislite o tem? Ko vidite položaj medijev v Sloveniji, veliko očitkov, tudi v samem Evropskem parlamentu je bila ena ali dve razpravi že o tem, tudi glede imenovanja evropskih tožilcev, kakšno težo pripisujete temu, ali to res samo neka proceduralna ovira, ali to resna težava v kontekstu EU. Hvala. Guardi, c'è stata una... Poglejte, imeli smo razpravo, tudi vprašanja so postavljali predsedniki političnih skupin v zvezi s financiranjem. Predsednik vlade je podal svoje obrazložitve glede načina financiranja te agencije. Seveda je za nas, kot veste, vprašanje svobode tiska ključno, pomembno vprašanje. Vedno se ga prednostno obravnava pri vseh proučevanjih situacije v posameznih državah in to bo tudi vedno tako. Kar se tiče specifičnega mehanizma, pa je predsednik vlade predsednikom političnih skupin podal obrazložitve, ki jih tudi poznate. Gospod predsednik vlade, želite vi zaključiti to tiskovno konferenco? Mislim, da se ne slišimo. Ne slišimo Ljubljane. Hvala lepa in lepo popoldne vam želim. Grazie. Hvala lepa. Tokrat smo jih slišali, sem so